Ljudje in ljudine, poslušate 65. epizodo oziroma 13. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, oddel za bikjeviristički osmotr duše, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp, Jo. In moja fake ruska malenkost Aljoša Hrlamo. Tokrat na srečo brez gosta, namik. 65. epizoda je torej 13. special iz karantene, namenjen je našemu duševnemu zdravju, z njim pa želimo olajšati karanteno tudi vsem vam, ki ste te dni doma. Upamo, da to obdobje preživljate brez prevelikih pritiskov, finančnih in drugih, med svojci, zdravi in na varnem. In vsekakor tole snemamo za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti, oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogumne in preobremenjene, premalo cenjene ljudi tam zunaj, ki se izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim, pa seveda, da bi omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. Tokratna epizoda je znova posebna tudi zato, ker je aktualna na en poseben način, skoraj da kakor da je epizoda posneta v živo pred filmom. Danes večer, ob 23:10, se pravi 10 minut čez 11, si lahko namreč na RTV Slovenija pogledate nov film iz njihovega cikla znanstveno-fantastičnih klasik, in sicer je tokrat na sporedu sovjetski film Solaris iz leta 1972, ki ga je režiral mojster filma Andrej Tarkovski. Govorili pa bomo seveda tudi o literarni predlogi za film, romanu Stanislava Lema, pa o njegovi ameriški ekranizaciji. Film ste nam pomagali zbrati na družabnih omrežjih vi, zato se vsem še enkrat zahvaljujemo za sodelovanje. Skratka, če filma še niste gledali, potem za vas velja standardno opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike, ampak najlažje se jim izognete tako, da si zvečer najprej pogledate film in epizodo poslušate po njem, v soboto zjutraj ali pa čez vikend. Če ste film že gledali in ker je klasika, je to kar verjetno, pa poslušajte epizodo, mi pa se potrudimo, da vam film tako prikupimo, da boste ostali po konci in ga zvečer pogledali še enkrat. Maestro, zaigraj nam torej eno vesoljsko. Skratka, medtem ko ste vi poslušali intro, smo mi odpravljali še zadnje tehnične težave, še dobro, da torej res nismo v živo. In skratka, tukaj smo, spet se javljamo v petek, kar je rahlo nenavadno za nas. Mi tole snemamo v sredo zvečer, tako da je to spet ena taka časovna dogodivščina kot zmeraj. Najprej mogoče, kako ste kaj fanta, kako preživljata izolacijo? Ok. To je bila zdaj zelo skrajšana verzija vseh pritožb, ki smo jih slišali neuradno. Tako da mi to... Ne bom obremenjeval etrov z tem, z mojimi... Jaz sem vrjasno, nima veze. No, super. Yeah. Igor. Mislim, tvoji kraji, Mito, so kar pod udarom, kaj uspeš kaj ven hoditi, imate, kak je tam, kaj v Loki? Ja, če le odtegnem, če imam dovolj časa, da si odtegnem od dela, zviznem ven na sprehod, vse po tej moji standardni turi, enih 5 sprehoda z taščo ali pa z ženko, če ruknemo 10 po Gmajn, tako da je lahko iz Loke zelo peš, hitro prideš v nekam namir, kjer ne rabiš gledati na radi 3 metrov, no? Da si bolj na easy. Ja, drugače pa je kar grozno, ja. Pač, pred parimi dnevi sem tudi slišal, da je vzelo našega someščana Igora Žužka, od njega smo omenili pri jezeru. Je žal podlegel, ne, covidu, tako da vsa ta opozorila, ki jih imamo v epizodi, ne, pa tudi nasploh niso mimo, ne. Ja, živimo v enih takih časih, precej nenavadnih, tako da je mogoče bil tudi zaradi tega gledanje Solarisa zdaj po toliko časa
ena posebna izkušnja, ker človek kar mal se zna poistovetiti z ljudmi, ki so dolgo časa zaprti na neki vesoljski postaji, ločeni od vseh ostalega prebivalstva. Ja, čeprav to, kar so oni dali skozi, je pa next level horror, ne, a ni? Ja, dobro, no, zdaj, če pustimo partikularnosti. Ja, danes torej govorimo pravzaprav o sovjetski klasiki znanstveno-fantastičnega filma, klasiki psihološkega filma, klasiki art filma, marsikakšno škatlico obkljuka tale film. Jaz sem ga gledal včeraj zvečer, danes sem pa pogledal še Soderbergovega. Igor, kako si ti jih še enkrat oba pogledal ali... Malo nisem celih pogledal, ker ni toliko daleč nazaj, kar sem jih gledal. Mislim, da vem, da enkrat sem jih gledal v Kinodvoru kot Double Bill, pa potem sem jih še doma gledal. Mislim, med Soderbergovim sem spal, bom kar iskren, ampak Tarkovskega pa sem še enkrat potem pogledal. Tako da zdaj nisem obnavljal, ker mi je zelo ostal v spominu, pa ker sem tudi imel druge filme še za pogledat. Si ga bom pa nastavil snemanje na TV-ju, kar pomeni, da ga v naslednjem mesecu najbrž še uspem enkrat ujeti. No, fino. Mito, ti ga boš gledal v petek danes? Pač. Ne, jaz ga ne bom obnovil. Tarkovskega mislim, da Solaris Tarkovskega sem pogledal že 5krat. Poskusil sem ga zdaj še enkrat, ampak sem si ga vedno tako bolj pozno zadegal gor, da me je prijetno uspaval. Soderbergovega pa sem tudi že 2krat pregledal, pa zdaj v ponovnem poskusu mi tudi ni prizanašal s pancem. No? Ja. No, začeli bomo mogoče vseeno nareje kar s knjigo in sicer jaz priznam, da je nisem uspel zdaj še enkrat prebrati. Včeraj mi jo je Igor dostavil, ampak sem v službi trenutno kar precej pod nekim pritiskom, nekimi roke lovim in tako naprej, tako da mi ni ratalo še enkrat. Igor, si ga ti zdaj prebral ali že prej? Že prej. Nisem ga tudi zdaj še enkrat bral, ker tudi je taka knjiga, ki zelo dosto ostane v spominu. Predvsem tele opisi, ki so na začetku briljantni, kako razumeti, ker ni bistvo samo kako razumeti neko inteligenco, ki je ne moremo razumeti, ampak je bistvo, kako proba posameznik razumeti partijski aparat, ki nima nobenega smisla in kako preživeti v njem in še kako skozi ta aparat priti do tega, da raziskuješ nekaj, kar je prav zares fantastično. Ne? In te opisi, to je bilo meni kar genialno in je ena taka šola, ki v bistvu, zdaj jaz sem odraščal še v socializmu, recimo tega, ampak ni bil on ta nahard, pa vsekakor ni bil sovjetski in nivo absurda ni dosegal tega, kar je tu not opisano. In to, kar je tu not opisano, je bilo dejansko nekaj, kar je bilo sprejemljivo za partijo, da je šlo skozi, kar se mi pa spet zdi prav fascinantno. Zdaj med filmom, med pravzaprav vsemi filmi in knjigo so pač določene razlike, ki večinoma grejo na to pač na fokus, kje je pravzaprav fokus njihovega raziskovanja in pa seveda mogoče kakšne lastnosti teh prividov ali kakorkoli hočemo imenovati, niso ravno prividi, no, ampak so drugačne. Boš mogoče, Igor, a si ti se mogoče spomniš, kaj so največje razlike zate med filmom in knjigo, romanom? Tarkovski ali Soderberg? Tarkovski, ne? Začnimo kar s Tarkovskim, ja, pa bomo potem na koncu. V bistvu so razlike že v začetku pripovedi in kot si rekel, v fokusu tukaj je
ta glavni junak, mislim, da mu je Kelvin ime. Chris Kelvin, ja. Ja, je precej drugačen, potem imaš tudi tele flashbacke na njegovo preteklost, ki jih v romanu ni, v romanu kar gre zgodba naprej. In tu Tarkovski pač uporabi ta svoj pristop z temi rezi in nekimi revili, ki je zanimiv in kljub temu, da te informacije se mi mogoče niso zdele nujne, so pa vizualno v redu narejene. Ne? Potem pa pač je razlika vsekakor v omejitvah, ki jih je imel filmar, ki pač, ko opisuje vesoljsko postajo, jo lahko ful bolj opišeš kot pa to, kar lahko on posname v nekem studiu v Moskvi, ne? Oziroma mislim, da je v Moskvi posnel. Tako da, mislim, dosti bolj down to earth izpade v končni fazi tukaj, dosti manj fantastično, vizualno. In hkrati to nagovarja tale partijski del dialoga knjige in manj tale fantastični, ne? Ampak na neki tej simbolni ravni pa tudi z barvami, pa z drugimi pristopi, pa Tarkovski glih tako uspe vse te stvari vključiti v film. Ne? Ja, mislim, da je razlika seveda tudi v tem, da zdaj jaz sem tole bral full cajta nazaj, mislim, da v srbo-hrvaščini, tako da nisem zdajle, če vas seveda zanima, knjiga je bila, roman je bil nedolgo nazaj v resnici preveden v slovenščino, leta 2010 je v prevodu Tatjane Jamnik izšel pri založbi Police Dubove. Skratka, hotel sem samo reči, da je ta razlika tudi v tem, da seveda se tam zelo veliko bolj nekako ukvarjajo z temi prikaznimi gosti, dajmo jim reči gosti, kot pravijo v Tarkovskovem filmu, bolj ukvarjajo z njimi kot z nekim zunanjim dejavnikom, medtem ko pri Tarkovskem se vse bolj vidi, da je stvar pomaknjena v notranjost in da gre pravzaprav za neko psihološko borbo ali pa psihološki dvoboj ali pa neko psihološko razklanost v samem subjektu tega Kelvina. Ne? Skratka, to. Pa mislim, da zdaj na tej točki bi jaz povedal samo še to. Jaz sem si zdaj pri pripravah na tale pogovor prebral en cel članek, ga bom dodal spodaj o tem, kako je potekal sestanek med Lemom in Tarkovskim. Lem se je pripeljal namreč v Moskvo, in po njegovih besedah je bil tam 6 tednov, kjer se je pogovarjal pač kako naj bi se posnel tale film. Potem je Tarkovskemu rekel durak, to je v ruščini idiot, in šel domov. Skratka, milo rečeno, Lem ni bil navdušen nad vsem, kar sta mu Tarkovski in njegov soscenarist povedala o filmu, kakšen bo. Je pa mogoče Tarkovskega danes tam nekje v nebesih tolaži to, da je Lem kasneje za ameriško verzijo rekel in jaz sem mislil, da je bila verzija Tarkovskega slaba. Skratka, ampak nasploh pravi, da je bil precej težak človek, tak nergač in tako da mogoče niti ni bila poanta v tem. Je pa seveda pač tudi to, da je Tarkovski absolutno ni, nobena knjiga pač ni ista kot film, oziroma noben film ne more biti isti kot knjiga, in jaz mislim, da tle pač, če pisatelj za to nima razumevanja, se lahko zgodi pač marsikaj. In ja, mogoče pač najbolje, da kar gremo k filmu, ki si ga boste danes zvečer lahko gledali. Predtem je sicer bil posnet še ena prva ekranizacija, pravzaprav iz leta 1968. Režirala ga je Lidija Išimbajeva in Boris Nirenburg. To je bil nek TV film, za katerega pravi, da je precej podoben, da je bil precej blizu pravzaprav neka verna adaptacija, bolj verna adaptacija romana. Mi bomo pa danes govorili seveda o 4 leta poznejšem filmu iz leta 1972, kjer v glavnih vlogah nastopata Donata Zbanionis in Natalija Bondarčuk. Skratka,
Solaris Tarkovskega, to ni Tarkovski, skratka, ne gre za risanko. Gre pa za en zelo zanimiv film in mogoče, Igor, boš ti poskusil na kratko povedati, o čem gre tale film? Ja, seveda. Na kratko je zgodba o tem, da ljudje raziskujejo vesolje in pridejo do enega planeta, ki je cel planet ocean. Ampak znotraj tega oceana ugotavljajo, da je morda neko življenje, ker se v valovih neke stvari pojavijo. In najverjetneje je živo bitje ali celoten ocean, če ne celoten planet. Te manifestacije pa se prikazujejo ljudem, ki jih morda sumijo, da ta inteligenca Solarisa zazna. Potem tam naredijo pač vesoljsko postajo, ki dolga leta preučuje ta planet in ne pride do nobenega zaključka, na kar je tam pač cela štala in pošljajo tega doktorja Kelvina, da gre raziskati, kaj se dogaja, in ko on pride tja, je tam pač celoten rastur sistema in izkaže se, da ljudje, ki so tam delali, se jim je začelo mešati zaradi izolacije, zaradi gostov, ki se pojavljajo, ki jih na nek način planet ustvari neka bitja, ki pridejo in se interaktirajo, mislim, ljudi, ki so pa osebe iz preteklosti teh ljudi, ki so gor. No? In ko pride ta Kelvin gor, vidi svojo bivšo ženo in se mu začne prikazovati in on jo proba beg spraviti, se znova pojavi in potem tale njun odnos je fokus potem filma in potem pride do globokih zaključkov, na koncu zelo pač metafizično vse skupaj. Ampak ja, to mislim, da je kar nekako povzetek te zgodbe. No. Zdaj v knjigi je še ful več tega, kako partijski sistem na vse skupaj gleda, kako morajo oni poročati tja, kako ne razumejo tega, kar imajo zapovedati. Kar je pač zdaj spet govori na tem, oni tukaj imajo nekaj dejansko fantastičnega, pa ne uspejo skomunicirati v centralo, ampak dostkrat je pač tudi bilo na terenu v resnici tak, da nisi mogel iz Sibirije ali pa iz Varšave razložiti v Moskvo, kaj se dogaja dejansko. Tako da pa ni rabilo biti čist nič fantastičnega. Ne, Sovjetska zveza je dovolj velika, da je res vsako poročanje z enega dela v drug zvenelo, kot da z drugega vesolja ali pa z drugega planeta. Tako da, okay. To sploh ni se zabati. Ampak ja, skratka, to je v kratkem tale film, ne? Zdaj pa pač tu je neka znanstvena fantastična premisa, ki odpira različne teme, od tega srečanja s tujim življenjem, bomo rekli s tujimi biti, ki niso nujno to, kar si mi pričakujemo, ne, tukaj je lahko cel planet, pa do tega seveda velikega vprašanja, kaj sploh je človek, ko mi pač naredimo, ko pač se ti materializirajo ti neki ljudje iz preteklosti, ampak mogoče preden gremo do tega, spregovorimo seveda o tistem, kar ta film dela klasiko, kar jaz sicer mislim, da so absolutno, seveda so tudi te teme, ne? Ampak po drugi strani so to vizualije, mito, ne? Ja, jaz mislim, da predvsem Tarkovski pri tem filmu še raziskuje, pa še polira svoj stil, ampak je že zelo dobro nakazal to, kar potem v kasnejših filmih, predvsem Zrcalo, bolj osvoji. No? In to ta rečemo temu življenjski pogled, ki ga skuša prevesti v film. No? Če koga zanima bolj širše, kako on razmišlja o filmu, je odličen prevod njegove knjige Ujeti čas. Imamo tudi pri nas to prevedeno, meni, mislim, jaz sem dvakrat, trikrat že prebral, ki je bil kar zajeten del moje diplome, lep temelj mojega dela. No?
Skratka, kaj Tarkovski skuša narediti, je, da pač neko določeno premiso, to znanstveno fantastično ali predvsem duhovno, skuša čim bolj narediti čutno nazorno. Ne? In tej čutni nazornosti potem dovoli tudi določen čas. Zdaj, za modernega gledalca zna biti to malo dolgo, malo počasno. Vem, da jaz nisem imun do tega, ampak če pa si pripravljen se odpreti temu nekemu določenemu impulzu, ki ti ga skuša Tarkovski ponuditi, ti pa se pa razpira v neke določene, skoraj da že umetniške sfere, da film, ki zaživi kot neka celota življenja, ali pa enota življenja, sem tak izrazil, in da lahko preko tega zazreš ali pa začutiš nek message, no? Pa ne govorimo o nekih duhovnih komponentah, ali pa tak naprej, ampak pač neka komunikacija, ki je malo drugačna kot pa zgolj, ne vem, literarno-narativni pristopi ali pa tekstualni pristopi, ampak so čutno nazorni. No. Jaz mislim, da predvsem ta film začne kazati to, ni pa še čisto tam. Mislim, da je mestoma je naroden, mestoma bi, se lahko spoliral, ampak mislim, da je to njegov tretji film. Tako da je vsekakor že nekaj tam, kar se ga splača študira, če si fan. No. Ja, jaz moram tudi reči, da se strinjam s tabo. Jaz mislim, da bral sem namreč neke kritike, pa ne bom zdaj omenil, koga točno sem bral, ampak eden slovenski, nekdo, ki se maza kritika, no, tako bom rekel, ni ravno kritik v resnici, piše o tem, kako je to blazno dolgočasen film, kako je to neka velika umetnost, kako je dolg in tako naprej. Jaz moram reči, da meni se v prvem gledanju takrat, ne vem, ko sem bil 15-16, tudi zdel še kar strašno dolg, čeprav recimo ni v primerjavi z Andrejem Rubljovem, je to še zelo hiter film, oziroma se zelo hiter dogaja. Tist se meni res vlekel. No? Tam pa moram reči, da tist pa tudi zdaj, ne vem, če bom kdaj zbral pogum, da še enkrat pogledam, ampak tukaj zdaj, ko sem gledal pred 2 dnevoma, recimo, se zelo strinjam z nekaterimi drugimi kritiki, ki sem jih bral zdaj te dni, ki omenjajo to, da kako ti te sekvence pravzaprav dajo misliti, kako si vzameš tukaj kot gledalec čas in začneš razmišljati o nekaterih stvareh, kaj je bilo prepovedano in kako pravzaprav ti prizori pravzaprav postanejo neka, ne samo v resnici zbiralec ali pa arhiv nekega tvojega mnenja pa nekega spomina na to, kar se je dogajalo pač predhodno, ampak so hkrati seveda tudi neko zelo jasno vizualno sporočilo teme filma. Ja, pač jaz bom za zmeraj in tako kot je napisal, zdaj pa tole bom pa prebral, tako kot je napisal pač, ne, zdaj nisem tega si celo skopiral, ampak nekje sem bral, da je to film, ki morda se ti zdi, da se ti vleče kot celo življenje, ampak še hujše je, ko ugotoviš, da nekaterih prizorov ne boš pozabil celo življenje. Oziroma hujše, pač ugotoviš, no. In pač meni je ta začetek, ko kaže to naravo, skratka, kjer imamo pač Kirila, pač tega Kelvina, Krisa Kelvina, ki nekako po svojem vrtu hodi pravzaprav okrog te svoje hiše v tej naravi, so se mi res vtisnili v spomin zavedno. In tudi zdaj, ker sem ga gledal 2 dni nazaj, mi je bilo tako, kot da jaz se še tega vsega spomnim, tako živo se še spomnim teh prizorov, da ne omenjam pol tiste neskončno dolge, mislim, da je 6 minut dolga vožnja unga pač obiskovalca nazaj v mesto, ki se na koncu konča z tem velikim pogledom na cestišče, na to avtocesto futuristično, kjer pač velike kolone avto vozijo, mislim, da v 7-8 smeri naenkrat. Ampak res, to so toliko zapomnljive podobe, da jaz res v filmski zgodovini poznam malo katere. Mogoče recimo pri enem filmu je zame enako tak film, to je seveda Odiseja 2001 in zanimivo, ker sta si zelo tudi podobna seveda, ne. Tako da to je bilo mislim, vizualnega. Mislim, da v bistvu
lahko bi se mestoma vprašal, ne, torej, pa mislim, da tudi omenjeno na večjih mestih zihar, ne, torej, da Tarkovski je želel narediti, on je videl 2001, ne, on je želel narediti neko rusko varianto tega. Ne. Ja, pa je ni čist jasno, ali ga je videl ali ne. Lahko ga je videl, definitivno ga je lahko videl, niso pa čist, ne vem. Mislim, vsekakor je zanimivo primerjati Kubrickovo, mislim, da 4 leta se je zaganjal v 2001 film, pa koliko tehničnega know-howa je šlo noter, ki je potem rodilo cel LucasArts science fiction effects pristop, ne? Vsi ti ljudje so potem šli narediti odlične, zelo lepe karijere, ne? In naredili marsikaj, kar še danes občudujemo. Medtem ko pa, veš, se pa lahko vprašaš, kaj pa če bi Tarkovski imel podoben know-how za sabo, a bi on isto naredil? In če si deloma odgovorim na lastno vprašanje, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da bi on točno isti film naredil. Mogoče malo bolj spoliran na mestoma, ne? Ampak že kako on pristopa za temi dolgimi kadri, pa počasnimi zoom-ini, pa push-outi, pa pan levo, desno. Ne? Mislim, ko on ne reže kot nek hollywoodski norc na 2,3 sekunde, ne? On pusti... To Kubrick tudi ne. Ja, ne, seveda, Kubrick tudi ne, ampak oba dva sta imela neko temo, ki sta želela izraziti preko medija. Ne? Sta v bistvu ena od teh, a veš, kako bi temu rekel, brez da bi douchebag izpadel zdaj, a veš, avtorski film in ona dva sta vsakako ena od prvakov tega, ne? Avtorskega filma in vsak ima zelo izrazito poetiko, s tem, da pač pri Tarkovskemu, če bi rekel, da ajde, ja, Solaris je ruski 2001, ampak to pomeni, da so pač ruski pristopi do teh tem dosti bolj poduhovljeni ali pa globoki. Kubrick ima vseeno, ja, gremo se evolucijo, pa ne vem, vprašanje, kaj človeštvo sploh je, medtem ko pa v Solarisu Tarkovski se, mislim, da primarno sprašuje, a je spomin dovolj, da lahko zajameš svoje življenje, naprimer, ne? A je to dovolj, da bivaš? Ne? So v bistvu že zelo ontološka vprašanja. Ne? Ampak a ni zanimivo ravno tukaj, da imamo po eni strani ameriški film, ki se pravi ameriški kapitalistični film, ki skuša sporočati to temo človeštvo, gre vesolje, skupaj bomo šli naprej. Ja, nek kolektiv, ne? Se pravi, tako kolektiv. Po drugi strani imamo pa Tarkovskega, ki sred Sovjetske zveze govori o posamezniku, o tem, kdo smo kot posamezniki. To se mi zdi kar pomenljivo. Ja, jaz vsekakor mislim, da sta bila v bistvu tak in tune z družbo, ki kaže neke določene pomanjkljivosti. Ne? Seveda vsak na drugem koncu, pa vsak za zelo specifično družbo, skozi katero sta šla. Ne? No, ampak vseeno je pa tudi to, da pri Kubricku on ostane sam, ne? In medtem ko tukaj v Solarisu pa ne samo, da išče družbo, tudi sama se mu pojavi. Ne? Mislim, tista iz preteklosti. Ne? Ja, čeprav je to vedno pač spet tako ontološko vprašanje. Ne? A so ti ljudje res zunaj njega? Mislim, vsaj na začetku niso, ne? V začetku so zelo odvisni od njega, ne? Kasneje seveda pridobijo neke svoje stvari. Druga stvar, ki smo menjamo ravno Kubricka pa Tarkovskega, se mi zdela pač zelo zanimiva, ker ja, jaz sicer mislim, da absolutno je videl Tarkovski Kubricka prej, sem pa bral pač različne variante. Nekje sem bral, da ja, seveda, da so bili tudi, da je bil ful navdušen nad vizualno podobo filma, da pa mu ni bila všeč ta eksteriorizacija teme, da je zanje pač psihologija tisto, kar je na prvem mestu. Po drugi strani pa sem nekje bral, da ne vejo, če je videl v resnici njegov film, ampak če gledaš vizualno, sta si vesoljski postaji zelo podobni med sabo. Je pa res, kar je meni pač zelo smešno bilo in na kar sem bil zdaj pozoren, pa to, da seveda tudi v Kubrickovi je vse nekako spolirano, vse na mesto, ta postaja je zelo gladka, ima ene take lepe zaokrožene oblike, medtem ko prideš na Solaris, dobro, pač po njem tekajo te pojave, ti gosti, to razumemo, ampak tudi brez tega, jaz mislim, da tle kar neki štrli ven, tam so posod neki gumbi in neki relej in tako. Mislim, da ne glede na to, koliko Ridley Scott vedno ima Kubricka od spredaj, pa je izgled vesoljske ladje v Alienu definitivno tukaj vzeti. Vse je znucano, vse je razturjeno,
tak, kot da bi se v resnici uporabljalo. Ne? Po drugi strani je pa tudi pač pri Kubricku to, da je to čist nova zadeva, ki gre ven. Tako da, je razumljivo, da je tam tako, medtem ko v Solarisu postaja že tam desetletja. Jaz sem to vedno nekako jemo, ko imamo tale stereotipni ruski pristop do inženiringa, strojništva, ne? Ki je bolj isto genialno, ampak preprost, kao, znajdi se bolj megajverski, znajdi se s tistim, kar imaš, medtem ko Američani so, 6 milijonov za kuli zapravljali, naprimer, ki piše navzgor, ali navzdol, se ne vem. Pa se mi zdi, da je v bistvu mogoče to nekako se odražalo v tej filozofiji, noter, ne, kljub temu, da v knjigi je meni zanimivo, ki moram pohvaliti prevod, ker je zelo slikovit, primeren v tej ruski estetiki, ker tam veš govori kar mislim, da ko prvič svojo ženo zapre v tisto ladico, ne, mora potem zašraufati neke zadeve in opisuje od amortizerjev do prirobnic. Včeraj sem kar vesel na franu, what the fuck je prirobnica, pizda, veš? In je to neki okrogel del na cev, ki pride, pa veš, mislim, take zelo low-tech fore, no. Zelo mehanske, no, na nek način, povej, Igor, Imam eno vprašanje. Ne? Zdaj v obeh zgodbah pač imaš človeka v vesolju, kjer se sreča z vesoljci, hkrati pa tudi je še en tretji noter. Ne? In v Odiseji je ta tretji računalnik, ki zblazni. Medtem ko tukaj je pa ta tretji zdaj tu je pač nekaj, kar je dosta odprto za interpretacijo, ampak meni se zdi tista interpretacija, ki meni najbližje oziroma najbolj všeč, da so tele gostje manifestacije podzavestnih želja pač prebivalcev, teh ljudi gor na postaji, in pač čisto v tistem pazi, kaj si zaželiš, kar se ti lahko uresniči, se jim uresničijo te želje, torej njemu konkretno pride bivša žena, in tudi niso čist v redu, tako kot Hal ni čist v redu. Ni čist v redu na način, kako ljudje dojemamo, da bi nekdo moral biti v redu. Ne? In me zanima, kako se vama zdi ta pogled na tega tretjega, ne na vesoljce, ki jih ne moramo razumeti, ampak na tega tretjega. Ja, veš, kako je, meni je v bistvu to, kar je že, kar je potem v ameriški verziji, mislim, da tudi še bolj eksplicitno pokazano, mi je zelo zanimivo pač to, da seveda oni nastanejo iz njih, ne, Solaris, kakorkoli že prebere njihovo nezavedno željo, kot si rekel, ali karkoli pač prebere, ampak on seveda lahko naredi kopije teh ljudi iz njihovih spominov, iz tega, kako so oni dojemali njih. To niso ti ljudje, ne, ti ljudje nimajo, vsaj na začetku, nimajo neke svoje lastne osebnosti, ne? Ampak samo so kopija tega, kaj so oni, mislim. Tukaj se postavlja pač super vprašanja, ki so meni pač blazno zanimiva. Prvo je seveda to, kdo smo, če nimamo spominov, skratka, če se jaz jutri zbudim brez vsakega spomina naprej, a sem še isti človek, kot sem bil prej. In drugo seveda, koliko smo mi v resnici poznamo ljudi zunaj nas. Se pravi, če vidva danes meteor pade na Šiško pa Škofjo Loko, pa se ostaviti le pri Unionu, recimo, in jaz pač preživim, ali bi lahko, ne vem, znanstveniki iz mojih spominov rekreirali recimo vajno zavest, ne? Oziroma kakšna približka bi vidva bila moji predstavi o vama. In to se mi zdi pač pri tem zelo zanimivo in tu je pač, jaz mislim, da največji problem. In kar nekateri izpostavljajo, je seveda, da se potem Kelvin da je Kelvin mogoče v preteklosti imel večje težave z svojo ženo, kot jih ima zdaj, kar je malo mogoče ta moška želja, zato ker je ona v začetku seveda zelo podobna tem njegovim predstavam, po drugi strani pa ona seveda od tiste točke, ko se prikaže tam, začenja biti nek svoj človek, ne? Neka svoja, ki je tudi zelo drugačen od tiste njegove žene, kar je seveda logično, druge okoliščine, on je drugačen in tako naprej in tako naprej.
Ja, to bi jaz kar podpisal. Bi pa dodal mogoče tu en dodaten pogled, ki pa je pa zdaj ob branju knjige se mi mogoče malo sporedno spostavil. No? Ker v knjigi si vzamejo kar lep čas za to, da opišejo, kaj sploh je solaristika, pa kaj je ta planet, pa kako ga skušajo razumeti, pa tako naprej. In kako sem jaz potem doumel te poskuse Solarisa, da ko pošilja te goste, ne, je, da v bistvu je to kot neko protoživljenje, ne? Življenje brez oblike. Tudi non-stop popisujejo Solaris kot morje brez oblike, valovi brez oblike, non-stop se samo nekaj blešči, tu pa tam kakšen otok, ki ven štrli, na kateremu potem postaja stoji, pa meglice, ki se prikazujejo. Vedno je neka taka brezobličnost pri tem planetu prisotna, ne? Vse po opisih knjige, ne? Pa tudi po vizualnih pristopih v obeh filmih. In se mi zdi, da so ti gostje, ne, ti tretji, ki se potem urivajo med žive, so le poskusi življenja, ne, le poskusi, ko planet protoživljenje skuša ugotoviti, kaj sploh je to življenje. Najprej pograbi spomin, ampak to ni avtonomno življenje, ampak je že od začetka zamejeno z nekim časom, ki je bil pred incepcijo, da se tako izrazim. Ne. In v tem oziroma je to mogoče tista science fiction premena, ki mi je bolj zanimiva. Ne? Torej, ne samo zgolj ta psihološki, ontološki pristop, torej, a smo mi za spominom sploh samostojni ali pa živimo ali ne živimo, če to odzamemo, ampak če življenje probamo na prav faktore razdeliti, ne? In če mu to odzamemo, a pa potem začnemo nekaj novega dodati, kaj se takrat zgodi, veš, če radiraš, narediš tabulo raso, pa še vedno temu rečeš življenje, pa potem začneš na novo dodajati nekaj, a je to novo življenje, a je to staro življenje, kakšno življenje je to, ne? Mogoče malo, ali pa sem še pod vplivom tistega videa, ki kroži zdaj po Facebookih, neka prima balerina, ki ima Alzheimerja, pa posluša glasbo in se malo spomnim na to, a veš, kar naenkrat ona zaštarta v neko rutino, kako pleše, ne? In se mi zdi, da v bistvu tukaj, če pogledam to na film, da kot to, mogoče pa ta planet je nekoč bil živ, pa se samo spominja teh oblik, pa skuša iskati neko obliko, kako znova zaživeti, ne? Mislim, da v knjigi imaš tudi neko teorijo noter, da ti solaristi špekulirajo, da mogoče ta vrhunec življenja na Solarisu že bil. In zato je ena velika gmota, ki je pozabila, kako živeti sploh, ne? Aha. Zanimivo. Mojih 5 centov. Kaj pa ti misliš, Igor? Menim, da oba avtorja del zdaj, pač vsi štirje, če še zraven štejemo Clarka pa Lemana, so humanisti, ki menijo, da je človek vrhunec stvarstva, in da ne more ustvariti nekaj višjega od sebe, kar se mi zdi, zdaj pač jaz izhajam to ne iz nekih filozofskih voda, ampak iz zelo hard sci-fi, ki sem ga dost bral, in če gledam z tega stališča, pač menim, da oni menijo, da je človeštvo vrhunec stvarstva, ki je tu nastalo, da lahko pride do neke evolucije ali kakorkoli, ampak ne moremo pa mi ustvariti nekaj več, ne glede na to, ali je to iz nas prišlo kot AI, ali je to nekaj, kar je prišlo od zunaj in šlo naprej kot protomolekul ali pa gosti ali pa karkoli. Ne? In se mi zdi malo dolgočasen pogled na vse skupaj. Okay. Ampak kako to povejo, pa mi je zelo všeč. Samo bi pa rad verjel, da smo ljudje tudi, imamo potencial biti creatorji, I guess. Pa se smo na nek način z deco pa umetnostjo. Ja. Ja, ampak ne, to je tudi ena lušna tema, ne, upam, da jo bom še lahko v knjigi malo bolj razdelal, ko preberem do konca. Ker v bistvu notor omenijo, ne, da
A je sploh možna komunikacija z ničim tako tujim, z neko tako tujo inteligenco, ker solari so vseeno pripisujejo inteligenco, ampak to je tako tuje od nas, ne? Da v bistvu se potem solaristi med sabo kregajo, a veš, ko se duhovne komponente vtikajo v znanstvene komponente, se to sploh zmore pogovarjati med sabo, ne? Ali bomo zopet zapadli v debate srednjega veka, ne? Kjer smo se prepirali o naravi Boga pa tako naprej. In je ta tema, ne? Predvsem Tarkovska tema je to, ne, se meni zdi, ker on ima to zelo visoko postavljeno, a je človek sam, a ga kdo posluša, ne, to je čist povzel po njegovem glavnem režiseru, ki ga ima najbolj rad, torej Bergmanu, ne, v kontrastu s Kubrickom, Kubrick je malo bolj tukaj res ameriški, ne, ateističen, ki gre za evolucijo naprej, ne, in to je mogoče ena zanimiva debata, ne, da pač, a se sploh zmore človek, tudi če naredi nekaj več od sebe, ali pa če sreča nekaj več od sebe, a se sploh zmoremo takrat pogovarjati s tistim nekaj več. Ne? Mislim, že danes imamo probleme z kodom, niti ne AI-om, ampak algoritmi, ne? Razumeti ta tekst, ne? Kaj šele, da bi razumel neko čutečo stvar. Ne? Ja, se tako, kot dr. Snout nekje na neki točki reče, ne? Da kako je že? I must tell you that we really have no desire to conquer any cosmos. We want to extend the earth up to its borders. We don't know what to do with the other worlds. We don't need other worlds. We need a mirror. Se mi zdi pač tako, zelo zanimiva tema tega, ampak po eni strani jaz mislim, da to ni mišljeno samo negativno, ne, oziroma pač to je zelo kompleksen stavek, ki ti pač pove, da to, kar si ti rekel, da je pač z nečim, kar je popolnoma tuje, je absolutno nemogoče komunicirati, če to tuje ne komunicira s tabo in najdete nek middle ground. In najbrž Solaris poskuša tudi s temi, jaz sem si pa tako zmer predstavljal te goste, skuša komunicirati z ljudmi in jim dati to, kar hočejo. To, kar se njemu zdi, da hočejo, in skuša na tak način jim nekaj povedati, ali pa jih imeti rad, ali pa karkoli pač, ne, oziroma jih imeti rada. V originalu, v Lemovem romanu je seveda Solaris ženskega spola, to se v slovenščini malo zgubi, kot se tudi v ruščini. Ampak to se mi zdi pač ena taka zanimiva premisa, hkrati seveda izvemo, ne, da pač zato, ker oni znanstveniki na te postaji ne razumejo, kaj se dogaja, bi naraj kar zbombardirali Solaris, ne, in pa mislim, da ta tema spet odlično odseva v vizualijah, ker imamo na začetku naravo predstavljeno kot nekaj tujega. V resnici te površine tega ribnika ali jezera ali karkoli pač je tam na začetku, zelo odsevajo površine Solarisa. Ne? Skuša nam sicer se ves čas govori se tako, Solaris, kakšna nenavadna površina tega planeta, kako nenavaden je ta ocean, ampak če natančno primerjaš začetek in potem seveda posnetke planeta, v resnici gotoviš, da je zelo podobno. Tudi to je neka narava, v katero človek ne more penetrirati, ker mu je tok tuja. Se čist strinjam. Tudi pomembno je se zavedati na začetku, če si pozoren, da zraven te narave imaš v bistvu vedno na sredino postavljeno molčečega človeka, ki motri. Ampak zraven ima nek magnetogram, neko pisalo, pa nič ne zapisuje, ker v bistvu ne zna razbrati niti, samo motri. Dež pada po mizi z skodelico čaja, pa zgolj mu 3 Kelvin, ne vem, niti, mislim, tako je odtujen, odlepljen od tega, ne? Kar je, mislim, da ena od 4 Marksovih odtujitev, če gremo zopet na tale partijski komunistično kritiko, tako da Ja, odtujitev človeka od čaja je ena veliko. Absolutno. To se mi zdi pa zelo pomembno, tudi na koncu, neko on pride v ta spet v to hišo, ki je zdaj malo drugje, pa malo drugačna, pa gleda očeta skozi okno, znotraj gre dež. Skratka, je neka anomalija, ker mogoče Solaris ne ve čisto dobro, pomešal je mogoče spomine med sabo, po drugi strani pa kaže neko umeščenost narave, kar v nek zelo človeški prostor, kar se mi tudi zdi zelo fino. Mogoče pa, samo na tem točki bi mogoče tu še zopet enkrat sporednico ali pa kontrast postavil z Kubrickom, ne? Ker se mi zdi, da v bistvu Tarkovski, potem, kaj smo zdaj povedali, lahko oziroma zmore
zareza zelo jasno ločnico med človekom in naravo. Ne? Kubrick se pa tega ne gre. Kubrick govori, celce človek, ti si narava, ne? Ti si ta sila. Ne? Kljub temu, da imaš zunaj neki X, neki kvadratni črni X, ki te žene naprej, ne? Ki ti da nek boost, ampak človeka non-stop postavlja v središče tega gona. Medtem ko tukaj v Tarkovski pa ne. Mislim, da to je ena taka. Ja, možno. Tam je pač nekak monolit, če jaz prvo razumem. Seveda Kubrick monolit prinese razum opicam ali karkoli. Domnevam se pravi, da je razum nekaj eksternega naravi. Za lažje razumevanje Odiseje je Kubrick Clark potem tudi napisal knjigo, ki je tudi slovenčno prevedena in zelo preprosto razloži čist vse te stvari. Ali je morda tak? Ja, je tak. No, Igor, pa ko si že pri razlaganju, kako pa se tebi zdi konec, a si kadarkoli tuhtal o tem, da obstaja več teorij, kaj konec pomeni, ne? Kaj je pač tvoja najbolj simpel teorija, ali si privrženec najbolj simpel teorije, ali kakšne bolj zapletene, kaj je končni prizor? Ja, mislim, Calvin se bi lahko rekel skoraj da vda v to, da sprejme Solaris in vse, kar mu ponuja, in gre not. In to not je hkrati not vase, v spomine, ker itak je že zdavnaj obupal nad življenjem, tako da to je to. Zanj je to v končni fazi vseeno happy end. Ja, mislim, obstaja seveda različne teorije, da ta moški, ki je na koncu pač njegov oče, da je to Bog, da je to podoba Boga, kateremu se vrne, da se vrne k religiji. Čez to je imela Moskva kar neki pripomb. Ampak Tarkovski nekako se je pač odločil, da bo tako, kot pač je, se zaključil. Hkrati eni govorijo, da ne bi šlo pač tako, kot si rekel, za to pomiritev, ne? Kot vidimo na začetku z očetom, nimata glih najbolj tako nekega pristnega odnosa, tukaj pa poklekne preden in se nasloni nanj, oziroma mu glavo položi v mednožje dobesedno, in je pač en tak pač neka vrnitev ali pa nek poskus, mogoče da potem, ko je svojo ženo nekako poskušal rešiti ali pa preboleti stvari neke, da bo tudi z očetom pač karkoli sta pač imela, ne? Nekateri drugi pa seveda pravijo, da je že on na začetku iz Solarisa. Ja, možno. Skratka, da tisto, kar mi vidimo, da pač da ni, ker to njegovo potovanje traja nekam kratko. Po vesolju do tega Solarisa. In ti ni nikoli pojasnjeno, kje ta Solaris je in nič od tega. Kaj pa če je, bom zdaj malo speedballal tukaj, in v Soderbergovem pa v knjigi, mislim, da je pač za ženo tudi problem, ki ona zanosi, ne? Imam prav, ne? Pa splavi potem. V Tarkovskem tega ni. V Tarkovskem tega ni, ja. Mislim pa, da je v knjigi, no, če se ne motim. Zdaj pa, če gremo na to logiko, da pač Solaris na vsak način skuša biti demiurg, nekaj ustvarja, non-stop neko življenje, ki ustvarja. Pa tudi, če mi naša življenja skušamo analizirati na ta način, kako dosežeš nesmrtnost, ne, je torej reprodukcija, ustvarjanje ali pa spomini, to so trije pristopi. In Kelvin, vse v knjigi pa v Soderbergovem, se opira ti neki kreaciji, non-stop, ne. V bistvu tudi očetu se opira, on je njegov kreator, ne. Ženi, ki je zanosila, pa spravlja, pa se dne opira, pa mislim, da ne vem, je želel otroka ali ni. Skratka, na koncu se mogoče zdi, kot da se vda v to, da v bistvu kao prizna svoj poraz pred edinim ustvarjalcem, ki ga je poznal. A veš, maybe. Ja. Speedballing here. Legitimno. Jaz sem hotel edino še reči, da pri Tarkovskem, kar je mene mogoče malo zmotilo, ni toliko dolžina teh stvari, kar me malo moti, pa kar skuša mogoče potem ameriška verzija popraviti, bom rekel, ne? Je pa pač ta razlika med, da vseeno so tukaj osebe, karakteri v Tarkovskem zelo modernistične, v tem pomenu, da seveda pride
Kelvin na to postajo in se zelo hitro neha spraševati. On zelo hitro opusti ta znanstven racionalni kdo je ta oseba, kaj je, a me skuša prevarati, on kar pa nekako prevzame. To Clooney v ameriški verziji nekako dlje se mi zdi se upira temu in skuša neko realistično psihološko, oziroma Soderbergh neko realistično psihologijo uvede v film, čeprav tudi Clooney potem to zelo hitro zapade pod čare svoje bivše žene in si želi samo ostati z njo in verjame, da je pač ona mogoče ne njegova bivša žena, ampak njena nova reprodukcija, ki je pač ima neko svoje življenje in on ga hoče deliti z njo. In na koncu mi je pač to pri Tarkovskem je malo to, ker se mi zdi, da Tarkovski zelo dobro upelje en suspense. To je film, mislim, ko on pride na vesoljsko postajo, to deluje zelo kot grozljivka, ne? In precej boljš, Clooney vidi tam razno kri, ne vem kaj, madeže, ne vem kaj, medtem ko v Tarkovskem pač pritlikavec, kar hoče pobegniti iz sobe unga tipa, vsi mu dajo neke te mix messages, pač zelo take zlovešče stavke vsi uporabljajo in seveda on se prikladno pri nobenem ne vpraša, kaj si hotel s tem reči, čakaj, kaj, zakaj? In tako, to me pač malo moti, malo ta diskrepanca med tem, da po eni strani je tle en suspense, s katerim se včasih zdi, da ga ni vedel, kaj početi. Pravzaprav. In pa še ena stvar me ful moti pri Tarkovskem, to je, da je tip oblečen neprimerno za vesolje. To pa mu zamerim. No. Mislim, on pride gor v nekih dobesedno v kavbojkah pa v džins jakni, no, daj mir. No. Ok, I see it, ja. Glej, no, ampak ali lahko trdiš, da so ljudje v Star Treku oblečeni primerno vesolju? Mislim, z današnje perspektive ni glih nič od tega posebej pravzaprav primerno za vesolje. Samo tiste uniforme, v Star Treku imajo neke, kako rečem, trpežne fore pa materijale, da oni grejo lahko ne vem kva. Ja, niso pa skafandri. Se vem, ampak tudi tiste džins jakna bi lahko imela, ne vem. Pikar tako. No, tle se mi zdi, da je Soderbergh definitivno popravil stvari, no? Da je Clooney oblečen malo bolj primerno za vesolje. Dobre, čeprav jaz mislim, da tukaj v tem bom reči tako rekel, da se Tarkovski film na tej točki ni glih dobro postaral, no, ampak ok. Ja. Še ena tema se mi zdi zelo zanimiva, ne? Skratka, v obeh filmih, tudi v ameriški verziji, je pač ta razlika, kaj je pač realno, ne? Se pravi, na koncu oba nekako sprejmeta življenje v matrici, dobesedno, ne? Skratka, živela bosta v svetu, za katerega veste, da je ontološko pač narejen, da pač ima nek začetek in da je kopija nekega prejšnjega. Se pa pojavi recimo zelo zanimivo vprašanje, posebej pri Tarkovskem, o nevednosti in sreči. Skratka, tam mislim, da tudi ta doktor pač nekje govori o tem, kako da če si preveč pameten, pa če preveč tuhtaš o smrti, življenju, eksistenci, si nesrečen človek. In to se nekako zdi, da tudi Kelvin nekako dokazuje, filozofi so nesrečni ljudje. Skratka, boljše biti neumen in biti srečen. Kaj mislite o tej temi, ki se nekako tukaj odpre? Se pravi, in to ne nazadnje odzvanja na koncu, ne? Delati se nevednega na nek način, češ to je resnično, čeprav veš, da ni čist resnično, je neka vse po mojem mnenju, neko zajem, pač objem, skok v nevednost, no bom rekel tako. Mislim, da je tukaj še en vidik na to, in sicer narava. Biti v naravi je biti srečen. To je tako pogosto v filmih in knjigah in Emerson in vsi ostali, tudi slovenskih pesnikov, cel kup. In tu mislim, da on se vrne ko gre v matrico, recimo temu, se vrne na eno bolj osnovno raven bivanja, ki je bližje naravi, tudi ta dež not in vse to, no. In mislim, da je to mišljeno. Aha, okay. Zate je to sporočilo nazaj k naravi. Mito? Tudi. Mislim, tam je tudi zelo pomembna tudi ta Bruegelova slika, ne? Pač tudi tam imamo neko... Ja.
Tarkovskem pač neko. Vse so tam tisti sankači, otroci, ki se sankajo. Ker vem, da je to potem tudi v nekem drugem filmu svojem on uporabo, v katerem filmu je pa že to, kjer dobesedno to sliko rekreira. Mislim, da imaš še to še enkrat. No, tam ima tole. Ja. In pač imaš tudi to, ne vem, otroško nedolžnost, nostalgijo po otroštvu, ki je pač čas nevednosti, blažene. Ja. No, meni se zdi, da v bistvu lahko to podpišem, pa tako sem prej rekel, to je ena od 4 odtujitvenih problemov kapitalizma, ne, tako da ga Marx opisuje odtujenost od narave. Ne. Zdaj, če Tarkovski to sporoča, nisem najbolj ziher. Mislim, da prej sporoča, da pač je v temu oziru, da pač kakršnakoli individualnost, tudi če je zlagana, je dobrodošla kot pa podrejanje brezupju. Ne? Mislim, da bi tako lahko to naštarto, da pa odgovorim na tisto, kao boljše biti neveden pa ignorantski ali pa se delati, pa biti srečen ali nekako tako si rekel. Ne? Jaz mislim, da ni možno to. Jaz mislim, da nevednost pa sreča gre to samo z roko v roko, če ti ne veš, da si neumen. Ker če pa ti veš, da si neumen, ne moreš biti srečen. Jaz mislim, da po defaultu pa se delati potem je to tudi izvor tvoje nesreče. No? Mislim, da ne gre. Mogoče imaš prav, mogoče influencerji res ne vejo, da so neumni. Jaz mislim, da ne. In še celo več fotografirajo svojo nevednost. No, mogoče še zdaj, kakšno minuto, vseeno povemo še kaj o Soderbergovem filmu. Ta je iz leta 2002. V glavnih vlogah sta George Clooney in Natasha McElhone. McElhone. Ne vem. Kakorkoli, jaz bom čisto na kratko, meni se pa zdi ta film, tako kot sem napisal, pa tako kot sem v resnici tudi prebral nekje, ne zdi se mi slab, to sploh ne, je pa nekako nepotreben. Zdi se mi tako, ni znal slediti vizualno, niti malo slediti, mislim, ni znal pokazati nič. Drugače, edino, kaj je ta vesoljska postaja, je pač siva in zelo sodobna in moderna. Drugače pa jaz tudi mislim, da tudi malo me moti tudi to, da je to zgodbo, marsikakšno kompleksnost je vrgel ven za ceno pač te ljubezenske zgodbe in na koncu pač on se vseeno v Tarkovskem vrne k očetu in imamo, se mi zdi, vseeno neko višjo raven, lahko govorimo, da se vrne k Bogu, lahko tako, kot smo zdaj k naravi, karkoli. Tam pa se definitivno on vrne k neki tej v drugi poskus te sreče, kar tudi odzvanja ne nazadnje pesem Dylana Thomasa And Death Shall Have No Dominion. Skratka, premagata smrt s svojo ljubeznijo. Njeno smrt. Clooney ne umre, da ne bo kdo. In ne bo. Clooney ne bo nikoli umrl. Clooney umre v svojem režijskem prvencu in je briljant. Tistem po Kaufmanovem scenariju, neautorizirana autobiografija, da mi je z glave padel. Kaj že neki lahko noč, neki, ni neki? Ne. Predtem je že posnel film s Samom Rockwellom v glavni vlogi, Clooney stranski. Točno tiskaj nek CIA agent, hkrati pa vodja nekega kviza. Kviza, to, ja. No, tam Clooney umre. Zelo elegantno posneto, krasna scena, mislim, briljanten film, dost boljši kot Solaris Soderberga. Skratka, tudi tebi se ni blazno dopadal, ali kaj? Mislim, tak je, če vidiš najprej ta film, ti je lahko všeč, če si pa videl že Tarkovskega, pa ti je tak, ok, v redu. Pa hkrati, mislim, Soderberg mi je včasih všeč, včasih pa se mi, vse je v redu, ta film, samo je pa drugi njegovi filmi, nekateri so pa bistveno boljši in imajo več zapovedati, pa bolj učinkovito to pove, tudi v komedijah. Mislim, tisto z Driverjem pa Craigom, ko ropajo banko, tisto je hilarious, pa je full vizualno tight, pa krasno posnet film. Traffic, super. Sex License Videotape, ne vem, mogoče sci-fi ni
povsem njegov žanr. Ne vem. Jaz mislim, da je mogoče v trudu, da destilira avtorja na neko novo senzibiliteto, da je šel predaleč. No? S tem, ko je odstranjeval vesta zanj trušč ali pa odvečno pri Tarkovskem zanj, govorim zanj, ne? Da je mogoče šel predaleč in destiliral to na neko hollywoodsko romanco in Outer Space, ki sicer zgleda super, pa stilsko nimam kaj tukaj za reči, veš, mislim, film zgleda super, pa Clooney dobro odigra, vsi so koliko toliko solidni, ampak na koncu nima niti kaj preveč tehtnega pogleda, še posebej, če si bral ali pa gledal Tarkovskega prej, ne? In mislim, da bi Soderbergh, ki to zmore, lahko si vzel kakšno drugo zgodbo, da bi povedal podobno ali pa nekaj drugega. Ne? Tako da ni pa čisto za nič film. No? Mislim, je čisto solidno za ameriški sci-fi, ki tako rad hitro zapopade v neke preproste akcijade ali pa zgolj neko nabijanje brezvezno. Mislim, v tem oziru, če ga postavim v ameriški sci-fi v konc 90-ih, začetku 2000-ih, je pa čisto ok. Ja, mislim, ampak je pač Interstellar zelo tam, ja. Pač ima ene par ful dobre ideje in lepo zgleda, ampak na koncu pa ampak ljubezen je močnejša kot vesolje. To mislim, da je neka taka unikatna ameriška tema, ne? V bistvu ta neko razmerje, ki ga imaš do svojih bližnjih, ne? Ljubljenih. In to izpostavljajo v vsaki zgodbici, kjer le pride pod roke. Medtem ko pač Tarkovski se komod ubada z brezupjem, pa Bogom, pa očetom, ampak pač za Američane je najbrž to bolj boring, ali kaj, ne vem. Vsekakor je dosti bliže temu Ad Astra prišel. Ja. Mislim, nekemu sržu te zgodbe pride bliže film Ad Astra, pa tudi ful bolj zgleda še. To je res, ja. Kar pač je zdaj 20 let je skoraj da tehničnega napredka tu zadaj, tako da ampak vseeno. Ja, v tem oziru ziharja. No, meni se je še edino zdelo zanimivo, da pa tle res Clooney več čas postaja v mestno okolje. Ne? In imamo zelo podobne kadre Tarkovskemu na začetku, s tem, da je Clooney pač v mestu, ne? V tem nekem futurističnem, ampak precej tudi spet osamljenem človek, je tle pač odrezan, zelo podobno kot je v resnici Kelvin odrezan od narave. Mito, a si ti karkoli pripravil za naš Star Trek kotiček? V bistvu Star Trek podobnih tem, prav eksplicitno, da bi zdaj, ne vem, nek planet bil, ki folko forsira, ne vem kva, ali pa da še ne zna živeti, mislim, da niti ni. Star Trek omeni Solaris, ga ima inkorporiranega kot en planet v Osončju, pa ena ladja, ki se imenuje Solaris, da imaš neke homaže tu, potem pa imaš delno ene par epizod, ki se lotijo okrog spomina. Tu je ena najboljših The Next Generation epizod Inner Light, ki je prav lušna, bolj filozofska zgodbica, ki Picarda sonda neka tuja alienska sonda v komo spravi in v tisti kratki komi Picard doživi cel življenjski razpon enega prebivalca na planetu in umre, se zbudi nazaj in je dejansko sonda skušala downloadati v njegov celotno kulturo te davno izgubljene civilizacije. To je bil njihov način, kako preživeti in je ful lepa zgodba, no, taka zelo sci-fi, zelo lepa zgodba. To pa da pa tu mislim, da je ena par delov je tudi, ki v Star Treku, ki se pa grejo tudi, da iz spominov ratajo prikazni ali pa gostje, pa tako naprej, ampak o tem ne. To je to. Ok, super. No, jaz vsekako upam, da smo vas navdušili, da boste si še enkrat pogledali film. Rad bi sicer opozoril zdaj na koncu, ko ste nas poslušali vse to skozi, da ga ni treba gledati danes, da imajo RTV na 4D in možnost ogledati tudi, mislim, da še kak teden ali dva pozneje, tako da so to eksplicitno... 7 dni, skratka. To so eksplicitno napisali tokrat spodaj, ker se tudi sami zavedajo, da ta ura ni najbolj posrečena, domnevam. Hvaljen javni servis. Ampak ne nazadnje je pa petek zvečer, žurat ne morete, lahko greste na Solaris.
Smo v rubriki Kaj gledamo, beremo, poslušamo in začenja, tako kot vedno, naš predragi Igor, ki je pogledal nekaj, kar sem tudi jaz, in to je Asistentka. Film, ki je eden bolj prominentnih na Lifu, je tudi na HBO že en teden in v bistvu mi podpiramo Life. Ful smo zato, da kupite kakšne vstopnice, pogledajte filme, zelo dober izbor, ampak to moram pa res reči, toliko, ko stane ogled Asistentke, mesečna naročnina na HBO, kjer lahko pogledate še cel kup drugih filmov in serij. Skratka, Asistentka je super film, zelo kratek in prikaže en dan v življenju naslovne asistentke, Jane, ki dela za nekega filmskega mogočca in so taki mali kluji, ki vse bolj kaže, da on dejansko cel dan, vsak dan zlorablja ženske v svoji pisarni. Med drugim je tudi zelo genijalen kader, ko ona dobi tako ogromno pošiljko nečesa in potem zlaga to v marcu, Medicine Cabinet in ugotoviš, kaj je to. Mislim, ime zdravila je gor napisano in vidiš, da je injekcija in greš pogooglati in to zdravilo je za zdravljenje erectile dysfunction in potem ona 2 injekciji pobere v pisarni, potem, ko je imel sestanek z neko mlado igralko. Tako da no, vidiš, tega jaz nisem šel googlat, ampak se mi je zdelo, da bo nek tak velikonočni jajček. Ja, zadeva se vbrizga direktno v penis. Dve uporabo. Ne vem, ampak glede na to, koliko pokaže ta film, on bi ta tip moral res dosti teh zadev uporabiti. No. Kakorkoli, film je ful dobro narejen, ker pokaže nemoč posameznika, ki ugotovi, da je v enem skorumpiranem okolju in ga proba spremeniti, pa ga ne more. Ker so vsi in on it in zelo prijazno zagrozijo, da ona ne sme zjebati sistema. In ko on zve, da ona pač proba zjebati sistem, jo nahruli. Ampak najbolj genialna scena v filmu je pa trenutek zatem, ker takoj potem, ko je on nahruli, se mu ona upraviči in potem je on nazaj odgovori in jo pohvali. In je reče, da on zaupa v njo in da je toliko oster do nje, ker ve, da boste skupaj še dosegla velike stvari. In takrat vidiš, kak ta gnus na njenem obrazu, ko se zares prestraši prvič. Zelo ene take momente ima. Čeprav meni je to tudi super, zato ker pokaže to perverzijo ameriških sanj, v katerem ti pač, če boš tiho in boš del tega kolesja, kao ti nekdo obljubi, da boš lahko šel daleč, čeprav polk se ona pogovarja z tem McFadden, s kadrovcem, in on pač tako, kot se on smeji, tam ti je povsem jasno, da pač ne bo ona napredovala, kar tako, da pač to se kar tako ne zgodi. Ja, rabimo kakšno žensko v tem, med temi producenti. Ja, gotovo rabite za število, ja. Zelo tako eksaktno, pa brez kakega moraliziranja pokaže vse. Tudi ne nazadnje, koliko mora ona delati na tej nizki stopni, da bo prišla do nekod, kakvi so vsi do nje, da se v bistvu noben ne obnaša do nje, kot da bi bila človek vse do večera, ko jo oni pač vseeno povabijo zraven na drink, pa što samo zato, ker vejo, da ne bo mogla, ne? Ja, in Julia Gardner, jaz moram reči, da je odlična v tem filmu in da kaže to neko krhkost subjekta, ki moraš več se to stati pač zbran, več se moraš biti pač. Pa zelo mi je dobro, kako ona vstane sred fucking noči za tisti Uber, vse pripravi v pisarno, šele potem vsi pridejo, tudi vsi asistenti, ki so realno kao na njenem položaju, pač sicer ona je kao da neka še manj očitno od unih 2 drugih asistentov. Najnovejše. Ja, ampak krati ona jim vse pripravi in šele pol oni čez kakšno uro pa pol pridejo in je tako pač ta res pokaže to nevidno delo kapitalizma, no. Ja. V tem podcastu smo pa res tako marksistični. Pa res je.
Igor, še nekaj si pogledal, vidim. Ja, pogledal sem en bolj kapitalističen film. Na Apple TV ga najdete, On the Rocks, nov film Sofije Coppole. To je dosti subtilna zadeva. Zelo na easy, tako da priporočam zdaj, če se boste vrgli v Life, pa Solaris, pa te hard filme, pa pogledajte On the Rocks. Je lušen, je o istih temah kot nekateri njeni filmi, predvsem recimo tale Izgubljeno s prevodom, imaš podobne teme, pa tudi Bile Murray imaš not, pa Somewhere, ker je o odnosu med očetom in hčerko. Zelo zanimivo pelje to zgodbo o tem, da pač ta glavna junakinja sumi, da jo mož vara, potem pa njen oče, ki pa je taki žigolo, Bill Murray ga igra, ima idejo, dajmo ga zasledovati, dajmo celo sceno narediti, ne? In vodi v dost komičnih situacij, vseeno pa ne spregleda tega prikaza ženske, ona je pisateljica, ki pač ima zdaj 2 otroka doma in se mora samo s tem ukvarjati, medtem ko mož ful potuje naokrog, ker v nekem startupu, ki jim bo zdaj uspelo in jim ful v redu gre. In pol pa je tak Bill Murray not, ki pa je res life of the party in krasno odigra in tudi če vse ostalo spregledaš, se splača film pogledati že zaradi Billa Murraya. Nujno. No. Se pravi, je to njen novi Izgubljeno s prevodom? Ne, Izgubljeno s prevodom je malo boljši, čeprav meni se zdi dosta overrated. Mislim, da Somewhere, pa Bling Ring, pa Marija Antoneta so bistveno boljši filmi. Je pa Izgubljeno s prevodom dobro odigran tudi. Mislim, Scarlett tam pokaže res eno visok nivo, no, pa Bill Murray tudi. Ampak mislim pa, da oni filmi imajo ful več zapovedati. Tako da, ja. No, se tle pa igra tudi Rashida Jones, tako da domnevam, da to ni slabo, ne? Ja, Rashida je super. Ja, seveda. No, pa pogledal sem, ker smo tudi da vidva še nista, tako da bom še zdaj vama povedal. Pogledal sem uvodni 9-minutni film Uvoda v Life, v katerem igrata Brane Završan in Simon Popek, ki sta ga režirala Matevž Jerman in Peter Cerovšek. Matevž Jerman je urednik Kinotečnika, za katerega smo tudi mi že pisali, ko smo kaj v kinoteki imeli. Skratka, film je zabaven, 9 minut traja in je omaž celemu kupu velikih filmov, med drugim tudi na enega bolj genialnih načinov Matrici, kjer končno zvemo, kakšna je dejanska razlika med modro in rdečo tabletko, ki pa zdaj ne bom spoilal, pogledajte. Okay. Dobro. Mito, ti si tudi kar nekaj pogledal, vidim. Ja, čeprav to so parcialni ogledi, ker so 3 od tega so serije, en pa film. Film je pa Iri. Mislim, da je tajski horor, filipinski horor, mislim, da sem na HBO to gledal. Osvežujoče, zanimiv, zato ker je malo razbremenjen nekih teh klišejev ali pa vsej postopkov, kot se jih grejo Američani. No? Je pa zgodba o katoliški šoli za dekleta, kjer se je zgodilo nekaj strašnega, nek umor, nek samomor, in potem takoj na začetku začnejo že dekleta umirati, pa izginevati, in neka pedagoška delavka ima toliko poguma in volje, da se tega loti malo bolj detektivsko, pa tudi z komunikacijo direktno z duhovi poskuša razvozlati pa rešiti zadevo za vse skupaj. Je pa takšen malo low budget pristop, ampak ima pa zelo sveže pristope, no? Da niso vse strahoskoki, ampak je dosti na atmosferi narejeno. Tako da prav lušen film, ga priporočam. Potem sem še pa prav isto večer, ko sem tole pogledal na HBO, začel gledati Folklore, je pa antologijska serija azijskega horora iz vsake države, mislim, da jih je 6. In gledal sem prvega, ima naslov iz Indonezije, skratka, no.
In sem bil tako bizarno presenečen, ker sploh ni horor, ampak je socialna drama, kritika o materi za svojim sinom, ki pristaneta na cesti in se preselita v neko bajto, polju pa začne zasledovati neki duh, ki je v bistvu materializacija zapuščene ženske, ki ugrablja otroke, ki jih noben ne želi in jih izrablja za lastno preživetje, futre jih pa z iztrebki. In je tako, what the fuck? Ampak veš, taka ful bizarna, eksotična zadeva, hkrati pa hardcore socialna kritika džakartnega kasnega sistema, ali kako naj rečem, kapitalizma v Indoneziji in je tako, wow, noro. Ful dobro posneto, zanimivo in ko me čakam za ostalih 5 delov še, no. Upam, da bojo tako dobri kot tole. Pol pa pogledal sem še Star Trek Lower Decks, to je pa animirana serija iz Star Trek Universe, ali kako na temu rečem, zdaj po novem. Špasno, zelo me spominja na Rick and Morty, no, ker so liki podobno zastavljeni, en rahlo jebi vetrski glavni lik, ki se spušča v dogodivščine in potem mlad Ensign, ki bi pa rad, mislim tak, boga boječi mlad Ensign, ki pa gre z njo na dogodivščine in zapade v razne vragolije. Ni pa čisto Rick and Morty, nima tega istega levela komentarja ali pa hudomušnosti. Znotraj Star Treka je to zelo sveže. No? Pa potem spremljam zdaj redno Star Trek Discovery in je zelo zanimivo. No? Kaj naj rečem? Tretja sezona je ful bizarka, ker ima več podobnosti z Farscapeom, eno tako sci-fi serijo v začetku 2000, ki je pač v tretji sezoni je zdaj zgodba postavljena v 31. stoletje, vse je v razčefuku, nobenega Federationa več ni in se skušajo ta ladja in Michael Burnham, ta protagonist serije, znajti v tem novem, zelo divjem okolišu in kako zopet nazaj spostaviti zaupanje in diplomacijo med različnimi ljudmi. Evo, to je do zdaj to. Je pa tak zelo svež Star Trek, zelo drugačen Star Trek, tega še ni bilo videti. No. Tako da tudi imam zelo mešane občutke, ker vajen sem svojega šita, ki ga imam zelo rad, tole je pa tako bizarno drugače, da mu sploh težko rečem Star Trek, ampak še vedno pa je Trek. No. Tako da, ja. Okay. Sliši se zelo zanimivo. No, meni je uspelo skratka zdaj zaokrožiti z DC-jem, v mestnem času. Res, končal je, da mu ena pos. Pogledal sem skratka še Shazam iz 2019 in pa Birds of Prey iz 2020. Za Shazam bom rekel tako, da se mi je zdel zelo, spet, tako bom uporabil mitotovo besedo, svež. Skratka, zdel se mi je svež. En tak Shazam je res fresh, ja. Film, ki se sicer film, ki se ukvarja, ne vem, z najstniško nosečnostjo in družino, z tem, kaj pomeni biti zvezdnik, z odgovornostjo moči, tako kot Batman, ampak vseeno ostaja izredno pozitiven in zabaven. Skratka, to mi je bilo zelo všeč, je pa pač ta akcija zadnje pol ure precej klišejska, repetitivna, CGI-evska. In v resnici je tako, da vsakeč, ko ti liki zaprejo usta, je boring. To je res. Postane zelo boring. Čeprav, tu moram naskočiti. Ja. Ko meniš fight scene v Shazamu, se takoj spomnim one scene, ki se točeta nad nebotičniki, pa mu bad guy govori nekaj, on pa mu reče, kaj, stari, ne slišim te, ta še vedno zmaga. Ja. Veter pa tiha, pa dež je. Ja. No, skratka, ti dovtipi so mi bili zelo všeč, pa zelo tako en svež pristop, kako se norčevati superherojev, niso ravno pač pubeci, je pa pač nek svoj način in se mi je zdelo to čisto ok. In to je dober segue k naslednjem filmu Birds of Prey, kjer mi je bilo pa ravno, ko so govorili najbolj brez veze, pač to je film, ki se ful trud in jaz bi zelo rad ga imel rad. Meni je Margot Robbie super, tudi Ewan McGregor mi je super, ampak to je film, ki je zapleten čisto po nepotrebnem, ima nekih, ne vem, pač svoj način govorjenja štorije, ki bi naj bil nekak tarantinovski ali pa
pač tako humoren, duhovit, kako Harley pač zlaga te stvari na začetku govori, ampak stvar ne pelje nikamor. Dialogi so tako zelo, zelo, zelo slabi, vse je tako pretirano in to. Mi je bila pa tle akcija všeč. To je pa prvi DC film, kjer je akcija se mi zdi tako fizična in kjer se pretepajo ljudje, ne pa super junaki z pošastmi CGI-evsko. In to se mi je zdelo zelo tako, pa zelo barviti je, no, to Mito ima zmer pripombe čez superhero movie, no, ta je tok barvit, da... To mi je bilo tudi meni brzo prej zakon, tudi pri Suicide Squadu, no. Ja, zdaj pa pač... Ja, Igor. Tista scena, ko ona vdre na policijsko postajo, tisto je genialno. Nobenega smisla nima, da se vse tam zgodi. Kaj? Ona pride, pa tam vsi policaji, ki so vsi oboroženi, ona jih vse pretepe. Tak res. Ampak tak deluje, tak je fluidno, cela tista koreografija skozi, smešno je, pa to, da ne, ima on gun, ki glitter ven strelja, come on. No, se pravim, pač so te stvari, ampak pač meni je bilo to pač res... en slabših filmov v tem. Je pa pač tako, podobno kot Suicide Squad ali pa Justice League, pač nek uvod, zdi se, kot nek uvod v naslednje filme. Slabše speljan uvod, meni je pač, ne vem, prvi Ant-Man, pa prvi ne vem kaj, pri Marvel, dost bolj so dobro narejeni, čeprav so tudi kao uvodi v filme, ne, naslednje, ampak vseeno mislim, upam, no, da bo kaj dobrega naredili tudi z tega. No. Ne nazadnje zdaj v Suicide Squadu Jamesa Gunna govorijo, kot da je Tarkovski. Mogoče se kdo poloti tudi Harley Quinn. Pa mimogrede bom omenil, da sem prebral še knjigo Marcela Štefančiča Juniorja, Če umrem, preden se zbudim, klasično obdobje filma Noir, 250 esejev o noči sveta. Ne bom kaj preveč govoril o tem, ker sem napisal kritiko, ki bo objavljena v naslednjem ekranu in si lahko nabavite ekran in preberete tam. Povedal bom sem tako, da je to pač knjiga, ki je pač Štefančičeva in če veste, kaj pričakovati od Marcela Štefančiča, boste dobili točno to, Marcela Štefančiča in pač 250 nekih mini kritik o filmu, oziroma niti ne mini. To je pač zajetna knjiga s 1000 stranmi in ni nekaj, kar bi načeloma prebral od prve do zadnje strani, razen če ste veliki oboževalci Marcela Štefančiča, kar pa najbrž tudi ste. To je to za ta denar. Tako, zdaj veste. Če niste vedeli, zdaj veste. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 65. epizoda, jaz ne vem zakaj spet, če vedno presenečen pri teh štetju. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito izpadev Dušberg Gegič, Igor slovenskih pesnikov, cel kup Karp. To si zbral. In Aljoša skok v nevednost Harlamo. Tole epizodo smo... Ja, samo malo, vidva bi tudi morala biti ontološka oba, ker tolikrat, ko sta danes rekla ontološki... Čakaj, jaz sem samo enkrat Aljoša, 3krat, 4krat, to je njegova. Bom štel pol, ko se poslušam. Tole epizodo smo posneli preko spleta z naših domov, mi se čuvamo, upamo, da se vi tudi s tem čuvate, ne le sebe, ne le svoje bližne, pač pa tudi sosede, čuvamo se lahko samo skupaj, ostanemo skupaj tudi, ko smo narazen. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na iTunesih, spremljajte platformo Aparatu z odličnim izborom podcastov za vsakega. In če vas te dni ob vsem, kar se dogaja in kar se ne dogaja, boli vaša slovanska melanholična duša, lahko začnete preučevati venetsko teorijo in se znebite bolečin. To, da pazite, da ob tem ne izgubite tudi duše. Skratka, pazite, da ob tem ne izgubite tudi duše, raje poslušajte podcast Obot, podcast, ki poboža vašo dušo. Moram še enkrat povedati, zdaj me samo motita.
Raj poslušajte podcast Obot, podcast, ki poboža vašo dušo, ji podre kupčka, previje plenico in jo da spat. To je totally worth it, samrtje. Na Twitterju nas najdete kot podcast Obot, na Facebooku smo podcast Obot, tako je tudi na Instagramu, tam delimo rajcerje, prikolce in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, interpretacije Dostojevskega, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 65. epizoda, 13. special iz karantene. Če bo šlo vse po sreči, se slišimo že v torek, 17. novembra, ko bomo govorili o filmografiji pred nedavnim preminulega Seana Connerja. Če nam do naslednjega tedna zaradi Leafa in drugih obveznosti slučajno ne rata, pa se slišimo v torek 24. novembra. Naj vas to nekaj dni drži v suspenzu. Obodovke in obodovci, ostanite zdravi, kjerkoli že ste pa doma. Vemo, da ste doma. Lepo se imejte. Zdravstvujte.